Za točno predstavitev, verjetno so vam kakšne številke ostale v spominu, če ne pa vsaj fotografije. Vabim naslednjega govornika. Znanost mora biti vedno nekoliko naprej, mora stvari pogledati z drugimi očmi, zato bomo pogledali, kako se vidi poplavna ogroženost Slovenije z vidika mednarodnih prizadevanj za zmanjšanje tveganja nesreč. Prosim. Hvala lepa. Dober dan. Na kratko bi vam rad predstavil, kakšna je situacija pri varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ko to področje imenujemo zakonsko, in kako lahko to zadevo umestimo v mednarodne prizadevanja v svetovnem ali v evropskem merilu za celotno zmanjšanje tveganja pred različnimi nesrečami, tehnološkimi, naravnimi, in med njih seveda uvrščamo tudi poplave. Za začetek bi rad postavil par izzivov, vprašanj, pa upam, da bomo danes na kakšnega našli odgovor, saj v smislu naše odločitve, da bomo določene probleme želeli dejansko v prihodnosti rešiti. Ena zadeva je, da škode zaradi naravnih nesreč sistematično ne merimo ali spremljamo že 10 let, seveda slišimo podatke o poplavnih škodah, vendar jih država sistematično kot dela statističnega urada ne spremlja več od leta 2008. Po moje to ni bila pametna odločitev. Poplavne škode dejansko nominalno finančno v zadnjem desetletju, slišali smo podatek, najmanj 100 milijonske škode na leto so, verjetno tudi kaj več, saj govorimo o neposredni škodi, posredna škoda je verjetno še večja. Jaz mislim, da si na daljši čas ob fiskalnem pravilu želji porasti ne moremo privoščiti tako velikih škod in moramo seveda delovati predvsem preventivno. Škode kljub vsemu bodo, verjamem in upam, da manjše. Na drugi strani ne pozabiti, če se govori o novih delovnih mestih, če se govori, da je treba seveda dajati denar za inovativne zadeve, za storitve in izdelke za višjo dodano vrednostjo, nesporno je dokazano, da je vlaganje na področju varstva pred naravnimi nesrečami, s tem tudi pred poplavami, vlaganje ekonomsko, finančno tako, ki se vrne s faktorjem, nekateri govorijo 4, 5 ali več. Ali tega ne vemo, se pravi, ta denar ni vržen stran. Načrt zmanjševanja tveganja zaradi poplav v Sloveniji v naslednjih 5 letih govori o vlaganju v skupnem obsegu preko 500 milijonov evrov, imamo fiskalno pravilo, slišali smo, direkcija je dala nekatere številke, upam, da bomo to dejansko v teh 5 letih tudi zmogli. Pa vemo, da to seveda še ni celotna zgodba. To je samo tisto, za kar smo se odločili storiti v teh prvih 5 letih. Zakonsko gledano, Zakon o vodah, leto 2002, imamo izdelano metodologijo za določanje ogroženosti zaradi poplav, ne pa zaradi drugih vrst naravnih nesreč ali tveganj. Zakon o vodah to predvideva, jaz mislim, da po 15 letih je že čas, da se to čim prej odpravi in se začnemo pogovarjati o multihazardih, prekrivanju kart in to naredimo še za zemeljske plazove, drobirske tokove, snežne plazove in erozijo. Na drugi strani je napredek znanj in tehnologije na tem področju izredno hiter. Bojim se, da z nezavlačevanjem, ampak morda prepočasnim izvajanjem ukrepov, načrtovanjem, planiranjem in izvajanjem ukrepov pravzaprav zamujamo. Stvari okrog nas, sociološko, ekonomsko in v smislu same narave in spreminjanja so hitrejše, kot morda mi temu sledimo. Morda kaj več v nadaljevanju. To seveda ni berljivo. Samo poročilo Svetovnega foruma je odloženo. Dejansko so v zadnjih 10 letih želeli pogledati, katera tveganja v svetu, to so tile riziki v zgornjem delu, in glede na verjetnost nastopa in glede na vpliv so pomembni v svetovnem merilu. Če si samo zeleno barvo poskušamo pogledati, gre za okoljske vidike, boste videli, da kar velikokrat v zadnjih letih se pojavljajo ekstremni vremenski pojavi, problemi povezani z vodo. To je seveda lepše narisano tudi tako, da ne smemo pozabiti, da seveda poplave niso same zaradi sebe problem, poplave so povezane še z ostalimi, recimo krizo preskrbo z vodo, kriza preskrba s prehrano, zelo hitro lahko sledijo še kakšne druge zadeve, kot je morda v tem grafu, vsaj približno berljivo. Tole je vpliv posameznih faktorjev, največji vpliv
je tle zapisan, gre za orožje za množično uničevanje ljudi. Verjetnost ocenjuje v svetovnem merilu sicer majhna, kaj bo rekla Severna Koreja, ne vem. Zeleni znaki tukaj not, naravne nesreče, ekstremni vremenski pojavi, če so najbolj desno, so tako z največjim vplivom in tudi pravzaprav z največjo verjetnostjo, da se bodo v prihodnjih letih pojavljali. In na njih seveda se bi morali posebej pripravljati. Zato je treba vedeti nekaj o njihovih značilnostih, svetovnem merilu in v sami Sloveniji. Res je, da smo v kapitalizmu in vsak tak pojav seveda merimo skozi neke oči, ali so to število smrtnih žrtev ali so seveda škode. Tukaj je prikaz škod, ki jih je pripravila največja ali ena največjih pozavarovalnic, Münchenski Re, kakšne so bile škode v letu 2016 in tisti manjši del v magenti, v tem drugačni barvi, hoče povedati, kakšen del škod je zavarovan. Seveda zavarovalništvo navija, da bi razpršili tveganja, da bi sklepali pospešeno zavarovanje zaradi plazov, poplav. Kot vidite, Evropa ima tretjino škod zavarovanih v letu 2016, kar je bilo izplačanih. Amerika tukaj vodi 54, Avstralija 40%. To seveda vodi na neko idejo, seveda zavarovalništvo to počne tako, da ima dobiček, tako se pa zadeva poganja. Tukaj je morda še nekaj možnosti, da bi tveganja tako tudi seveda v kmetijski suši, kot pri škodah zaradi poplav razpršili. Ena zadeva se mi zdi tudi zelo pomembna. Sicer vsi govorimo o poplavni ogroženosti, vendar ta rizik R, ki ga prevajamo v slovenščino v tveganje ali v ogroženost, je sistematično po definiciji produkt več zadev. Najbolj se verjetno ukvarjamo še vedno s hazardom, ki ga prevajamo v nevarnost, hidrološki karte delamo s pomočjo hidroloških modelov, hidravličnih preračunov, uporabljamo matematična orodja. In na to zelo hitro preslikamo v R. V Sloveniji dodamo gostoto prebivalcev, na hitro opravimo z ranljivostjo ali vulnerability. Tukaj mislim, da je v Sloveniji še zelo velik potencial, tu so seveda potem še ekonomske in sociološke znanosti, v katerih smo tudi dr. Zadnjega slišali, da bo treba še nekaj dodati. Torej tukaj mislim, da je še kar potencial. Eno je exposure, to razumemo, mislim, da dobro z liderskimi podatki, e-hiš in ostalimi sistemi, GIS-ovskimi urodji obvladamo, vemo, kje je kaj. Morda manj vemo, kje so kakšni prebivalci, do tega bom prišel v naslednjih minutah. Seveda, za zavarovalništvo še zanimivo, oni tveganje gledajo seveda skozi to, kakšen del tveganj je zavarovanih, ker s tem je tudi njihova izpostavljenost večja. Torej, ne pozabiti na ranljivost. V Evropi je bila pred 2 leti narejena ena študija, ki je vzela prvič zelo podrobne klimatske scenarije do leta 2100, delali so na mreži 5x5 km, pogledali so gostoto in kje je prebivalstvo in ocenjevali so tudi socioekonomski vpliv sprememb zaradi klime in to kombinirali. Prva taka študija, ki je bila narejena za evropsko raven in seveda se da tudi potem jo preslikati na nivo Slovenije kot države. Tukaj nekaj zaskrbljujočih podatkov, lahko samo to povem, da slonijo na predpostavki, da se bo temperatura do konca stoletja povečala za 4 stopinje, ne za 2,8 ali 2 stopinji Celzija. Gre za res tisti najbolj črn scenarij, da bomo še naprej kurili nafto in da tega prilagajanja v svetovni družbi ne bo tako hitro in se bo CO2 izpusti še naprej povečevali. Te številke so zaskrbljujoče, namreč je danes v Evropi ogroženih letno zaradi ekstremnih poplav 200 tisoč oseb, bi lahko to doseglo do leta 2080 milijon oseb. Podobno so škode, danes so te škode v Evropi poprečno 5,3 milijarde, lahko bi v najslabšem scenariju do konca stoletja dosegle morda letno tudi 100 milijard, to tudi za Evropo ni sprejemljivo. V Sloveniji podobne številke, seveda članek je tu zelo slabo napisan, vendar če greste, tisti, ki imate dostop do revij, v Global Environment Change, Alfieri s sodelavci, si lahko 1 na 1 ta članek preberete v angleškem jeziku. V Sloveniji je danes ogroženih zaradi poplav s 100-letno povratno dobo ocenjeno 14 tisoč oseb. Če bi objekti
popustili, ki nas varujejo pred stoletnimi poplavami, v glavnem gre za nasipe, bi bilo teh oseb bistveno več, 145 tisoč. Ocena je groba, ker je delana v takem merilu, verjamem, da so slovenske ocene lahko tukaj bolj podrobne. Napoved za leto 2080, še vedno imamo okoli 3 promile prebivalcev, ki bodo ogroženi, to ni malo, in škode letne v višini 2 promilov bruto družbenega produkta. Ta članek ima tudi karte, zaskrbljujoče so predvsem te spremembe, se pravi trenutno stanje je narisano tukaj, tu je število prebivalcev, predvsem je zanimivo 2020, levo spodaj 2050 in leto 2080, gre za procentualno povečanje, koliko več prebivalcev naj bi bilo ogroženo zaradi ekstremnih poplav. Slovenija je skupaj z Madžarsko, Avstrijo, Italijo v tistih bolj temnih številkah, kjer so ti procenti 400-500%. Desno enako so narisane škode. No, zanimivo je, da so avtori, ki delajo v ISPRI v Italiji, v tem Joint Research Centru Evropske unije, pogledali magnitudo dogodkov v naslednjih 100 letih ali prihajajočih 80 letih in frekvenco nastopa ekstremnih dogodkov. Z magnitudo še morda nimamo tako velikih problemov, kot jih imamo s povratnimi dobami. Se pravi, poplave ne bodo, da rečem, tisti dogodki bistveno višji, žal bodo prihajali vedno bolj pogosto. In se to že opažamo, vsakih nekaj let imamo 20 pa 50 letne poplave. Številke v teh izračunih kažejo, da je v Sloveniji srednja letna verjetnost prekoračitve stoletne poplave v preteklih letih, to je to izhodišče, leto 90 približno 0,61%, to nekje odgovarja, da je verjetnost stoletne vode vsako leto 1%. V naslednjih desetletjih se bo to podvojilo ali potrojilo. Mi torej koncipiramo in gradimo objekte, jih umeščamo v prostor, praskamo, desetletje gre mimo in trdimo leta 2023, da bomo varni na stoletne dogodke. Žal bodo ti dogodki po magnitudi v nekaj desetletjih morda postali 50-letne poplave in nas bodo ljudje spraševali, zakaj nismo tako varni, kot ste nam vi obljubili. Kaj tukaj narediti? Verjetno bo treba številke, s katerimi delamo kot inženirji, povišati. Samo še dva dokumenta mednarodna je bil omenil, ki mislim, da sta morda premalo zasajena v naši zavesti ali prisotna. Eno je Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč, sprejet marca 2015 na Japonskem. Ima več ciljev, ki so tu navedeni, in sicer, da zmanjša umrljivost zaradi nesreč, konkretno poplav, da zmanjšamo število prizadetih oseb zaradi poplav. Vse te zadeve treba preliti v nacionalne dokumente, strategije, treba je razviti indikatorje ali kazalnike in spremljati in poročati v svet, če želimo biti seveda sestavni del svetovne družbe. Če grem naprej na prioritete Sendajskega okvirja, ki seveda sledijo tem ciljem, imamo zanimive zadeve, ki smo jih slišali, odkrito rečeno, seveda tudi v zaključki drugega kongresa o vodah, kot je recimo Building Back Better, skratka, da se učimo na preteklih dogodkih, lessons learned, da poskušamo primere dobre prakse med sabo si povedati, to je tudi današnja ideja. Torej, tu imamo dosti dobre osnove v svetovnem merilu. Druga taka zadeva je pa agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj z vizijo do leta 2030, ima nekaj ciljev, 17, 2 verjetno neposredno tangirata ali se dotikata poplav. En so trajnostna mesta in skupnost, to je en cilj. Vemo, da je urbanizacija napreduje, tudi dr. Zadnik je na to opozarjal, o vlogi gradbenega inženirja. V Sloveniji ta zadeva morda manj izrazita, pa vendar o policentričnem razvoju imamo tudi s poplavami probleme v Ljubljani, v Celju, v Laškem, skratka v večjih mestih, manj morda kot na samem ruralnem območju. Cilji tukaj se boste videli na hitro zelo podobni ciljem Sendajskega okvira. Drugače kratko povedano, imamo mednarodne dokumente, ki smo jih podpisali in nas obvezujejo, da dejansko intenzivno delujemo na tem področju. Številke obe se iztečeta, ta 2 dokumenta 2030. 10 prioritetnih nalog sem zapisal, mislim, da so vse zapisane tudi v članku. Zakonodajo mislim, da bo treba prilagoditi omenjenim mednarodnim dokumentom. Mislim, da je ena zadeva v svetu
dosti jasno povedana, skrbeti moramo za invalidne, prizadete osebe, skupine, mladostnike, starostnike, tisti, ki potrebujejo neke posebne ukrepe, že v času, če hočete, kurative, takrat, ko pač ukrepa civilna zaščita. Ali vemo pri e-hišah in stalnem prebivalstvu, kje je kdo je tisti, ki posebno pomoč potrebuje, v katerem nadstropju v bloku stanuje invalid in kako ukrepati. Družbena razprava o teh stvareh je nujna. Konference za vode, svet za vode, slišali smo, iztočnice so, lahko delujemo. Podnebne spremembe je treba upoštevati. Izraz v angleščini je resilience, jaz ga prevajam kot odpornost, gre za krepitev odpornosti družbe v vseh segmentih. Treba je upoštevati spremembe podnebja, treba se pripravljati s contingency plans ali kriznimi načrti za krizna stanja, za preostalo tveganje, ko lahko kakšni od naših ukrepov popustijo. Tudi to pravzaprav že delamo, morda se lahko ločimo bolj sistematično. Zadnja zadeva na tej bi še enkrat poudaril nestacionarnost pojavov, nehamo se morda pogovarjati o stacionarnih pojavih, narava je nestacionarna, je spremenljiva, to je treba v naših modelih in izračunih upoštevati. In kar bo seveda potem pozitivno je, da bomo manj prepuščeni preostalemu tveganju, ki ga ne moremo s tehničnimi ukrepi preprečiti. Čisto konkretna zadeva, v pravilniku 500-letno visoko vodo ocenjujemo s fiksnimi konstantami, predlagam, da se jih preveri. Zakon o vodah je treba prevetriti, slišali smo, da smo o tem govorili na drugem slovenskem kongresu. Začnimo zbirati sistematično škode za vse naravne nesreče preko statističnega urada in morda opravimo javno razpravo o zavarovalniškem kritju škod. Več kot 20 let že prosim, da bi se o tem v državi opravila razprava, da bi se morda razmislilo o uvedbi obveznega zavarovanja. Zadnja slika, pa če gremo eno nazaj, sta dve risanki, verjamem, da radi gledate risanke, samo levo bom komentiral. Verjetno vsi dvignemo roko, ko se vprašamo, kdo bi želel spremembe, mislim, da sem jih kar nekaj naštel. Ko se vpraša, kdo bi pa želel spreminjati, je že bolj tišina, ne? Ko se pa vpraša, kdo pa je pripravljen stopiti naprej, pa te spremembe tudi voditi, pa ponavadi ni nobenega. Oziroma so to politiki, vsake 4 leta jih menjamo. Desno je pa slikca, kaj prinaša nova tehnologija v primeru poplav. To je en tak risanka, ki je nekdo narisal, ko so bile poplave v Kašmirju. Jaz upam, da bomo tehnologijo drugače uporabljali kot samo na ta način. Torej, sklep je, tako ko piše v rdečem, da je čas za aktivno ukrepanje danes, tukaj, od zdaj naprej, pa za nazaj tudi. Tako da, hvala za vašo pozornost.